Vsem učencem se bo opravičil za svoje grdo vedenje. Upa, da se bo s katerim od njih tudi spoprijateljil. Zanimiva, predvsem pa poučna zgodba o tem, kako se je v določenih trenutkih potrebno postaviti zase. Borisove nesramne besede so se dotaknile prav vsakega in res njegovo obnašanje nikakor ni primerno. Sicer pa smo tudi ljudje med sabo različni in ravno te razlike so tiste, ki nas bogatijo. Sicer pa kot vedno sama pravim, lepa beseda lepo mesto najde. In na tem mestu moram Borisa tudi pohvaliti za pogumno odločitev za opravičilo vsem otrokom, ki jih je s svojimi besedami zelo prizadel. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Šerif Bobby, v kateri boste spoznali ubogega brezzobega šerifa, ki pa se je po robu postavil najhujšemu zločincu. Lepo se imejte, dragi otroci. Čau, čau!